Pozdravljeni. Na zadnji dan v letu je prav, da si ogledamo vse tisto, kar se je zanimivega ali pa zabavnega zgodilo v preteklih 12 mesecih. Ta naš hiter pregled vsega tistega, kar se je zgodilo v preteklem letu, bomo začeli z verjetno najbolj očitnim podatkom. Tudi letos mi je uspelo objaviti prispevek iz sveta Formule 1 prav vsak dan. In upam, da tudi v prihodnje bom sposoben nadaljevati s tem trendom. Ampak dnevna objava prispevka ne pomeni še nič, vsebina mora biti publiki všeč. In vkolikor pogledamo ostale kazalce, bomo videli, da priljubljenost kanala je v vzponu. Število ogledov je višje za 38%, čas gledanja se je povečal za 32%, medtem ko mi je uspelo v preteklih 12 mesecih privabiti 201 novega naročnika. Podatki, ki so po mojem videnju solidni, in zahvaljujem se vsakomur izmed vas, ki si vzame čas in gleda moje prispevke. Brez publike seveda bi bil ves trud, ki ga vlagam v moje izdelke, dobesedno ničen. In treba je priznati, da v preteklem letu se je zgodilo tudi marsikaj zanimivega in tudi zabavnega. Spomnim se, kako nekdo izmed vas me je spomnil, da je celo Komutar opazil moj trud. V nekem intervjuju je imenoval ekscentričnega talenta, ki dnevno objavlja svoje videnje o svetu Formule 1. In verjamem, da sem to jaz, čeprav na prvi pogled lahko zgleda malce neskromno, ampak ne poznam nikogar drugega, ki bi dnevno objavljal na to tematiko. A pustimo sedaj to. Namreč sodelovanje prav vas, gledalcev, z menoj je tisto, kar daje vsem tematikam prav posebno dodano vrednost. Namreč vsakdo izmed vas s svojimi pripombami, svojimi komentarji doda tisto, kar mogoče meni ni tako samo po sebi umevno. Mnogokrat se zgodi, da pravzaprav me opozorite na nekaj, kar bi bilo mogoče popraviti, mogoče izboljšati, ali pa tudi kdaj mi sugerirate pravo temo za naslednje prispevke. Dogaja se, da pravzaprav je pametno imeti povratne informacije, kaj vas zanima, kajti vkolikor bi objavljal samo tisto, kar zanima mene osebno, ne bi prišel tako daleč. In čeprav je pot do tistih številk, ki bi me nekako uvrstila med pomembne ustvarjalce na YouTubu, še dolga, menim, da sem na pravi poti in da verjetno prav kmalu se bomo znašli vsaj na prvi stopnici, ki nekako vodi do vrha. A pustimo sedaj to. Poleg tega, da se je zgodila marsikatera zabavna zadeva, vam moram priznati, da v ozadju se dogaja marsikaj. Na primer, imel sem možnost se meniti za kar nekaj zanimivih zadev, ki so pa dobesedno padle v vodo. Od tega, da je malo manjkalo, da bi imeli zanimiv intervju, kjer je bilo vse lepo zmenjeno in že nekako skoordinirano, a konec koncev se je človek na koncu premislil in dobesedno izginil. Enako se je zgodilo z nekom, ki mi je obljubil dobesedno pomoč pri promociji kanala in kjer bi lahko dosegli še širšo publiko, ampak v trenutku, ko je bilo potrebno narediti
Tisti korak več, dobesedno, je tudi on izginil, kot da ga nikoli ni bilo. A tu moram dodati nekaj. Če se je tako zgodilo, obstaja razlog tudi za to in ne bom izgubljal energije s tem. Res lepo bi bilo imeti tudi kakšen zanimiv intervju z nekom, ki je v svetu motošporta, ampak če nekdo noče, se mi zdi brez veze ga prepričevati v nasprotno. Lahko nisem simpatičen, lahko postavljam preveč nekorektna vprašanja in zato je že prav tako. A konec koncev v prihodnosti nas čaka izjemno zanimiva sezona, kjer bomo baje spremljali celo 24 dirk. Namreč ista zgodba je bila tudi na začetku lanske sezone, ampak 2 dirki sta odpadli. A tudi letos se bom potrudil prav vsako izmed dirk za veliko nagrado obdelati na tisti običajni način s 4 ločenimi prispevki, kjer si pa želim izvedeti, vkolikor imate vi še kakšno posebno željo, vkolikor bi radi izvedeli še kaj več. Verjamem, da tista moja napoved, na primer glede možnih strategij, zanima marsikoga izmed vas in videli ste, da kdaj pa kdaj tudi zadanem tisto pravo rešitev, ki so si jo domislili pri ekipah. Zato menim, da je takšna vsebina dobrodošla pri navdušencih Formule 1. Ampak rad bi izvedel, kaj si o tem mislite vi, ali pa o tisti dirki, ki jo opišem kot zanimivo iz preteklosti, oziroma marsikateri drugi tematiki, ki jo obdelam v tistih 4 prispevkih, ki spremljajo vsako veliko nagrado. Seveda tudi letos, na začetku sezone, bom napravil predstavitev vsakega bolida in tu posvetil še prav veliko pozornost tistim trendom, ki smo jih videli, na primer na Red Bullu RB19. Ne samo, da si bomo ogledali zadeve, kot je medosna razdalja in spremembe med lanskim in letošnjim modelom, dali bomo veliko pozornost tudi na primer položaj vozniške kabine in seveda geometriji samih obez, a o tem malce več, seveda takrat, ko bo za to čas. Imamo še nekaj tednov, ki nas ločijo do samega začetka in do takrat bomo pač prisiljeni spremljati tiste prispevke, ki bodo govorili bolj o postranskih temah, ampak še zmeraj o Formuli 1. A kar se tiče tega hitrega pregleda vsega tistega, kar se je zgodilo v preteklem letu, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.